Živijo in lepo zdrav, sem skupaj od Kristi Žmahar, duhovni atelje Potovanje duše. Danes sem rekla, da sem vam majčkeno na hitro javim, ravno kar se odpravljam v studio, posneti eno tako zelo posebno meditacijo, pa majčkeno razmišljam, da bi odgovorila na eno zanimivo vprašanje, ki ga mogoče malo večkrat dobim, in sicer me velikokrat ljudje vprašajo, zakaj tokrat delamo meditacije ravno o polnih lunah, pa zato, ker je ravno ena taka zelo posebna pred vrati, to je 10. februarja, kjer bomo tudi v našem ateljeju imeli tako posebno meditacijo. Sem rekla, da bi bilo mogoče pa dobro, da odgovorim, zakaj imamo tokrat meditacije na polne lune. Najbrž vsi čute, da ko so polne lune, da se vsi počutimo drugače, ne? Polna luna je neko tako čudo narave, ko vso energijo, vse, kar je znotraj nas, pa tudi vse, kar je seveda v naravi, spotencira, ne? To pomeni, da se definitivno to čuti. Eni so malo bolj živčni, eni so malo bolj zaspani, tisti, ki jih luna nosi po noč, se takrat veselo sprehajajo po hišah, pa ne vem, kje še vse, ne? In skratka, narava nam je v zgodovini že zelo dala signal, da v bistvu ta cikel je nekaj neobičajnega oziroma nekaj posebnega. In jaz sem tudi dostikrat razmišljala, zakaj je glih ravno polna luna enkrat na mesec, ko se zgodi dvakrat na mesec, je tudi tak poseben pojav, ne, da to je pa sploh neka posebna energija, ne. To bomo imeli letos, modro polno luno, to pomeni, da se bo dvakrat zgodila, mislim, da enkrat oktobra, ne. Ampak zdaj, da se vrnemo pač na neko pač polno luno, ki se dogaja enkrat na mesec, ste kdaj razmišljali, kako je najbrž to povezano s tem? Glejte, vsak mesec ima neko svojo energijo, januar ima svojo, februar ima svojo in tako naprej, in tako se tudi ta cikel polne lune nekako obrača na nas, zato da nam daje vedeti, da z vsakim mesecem tudi mi padamo v neke različne faze našega življenja, naših občutkov, in potem, ko polna luna vse to skupaj spotencira, ti daje vedeti, kaj je tvoja tematika, kar boš od neke polne lune do druge polne lune delal, ne. Nekateri za polno luno pucajo svoja čustva, nekaterim se aktivirajo njihove želje ali pa želje po življenjskem poslanstvu. Ampak ta v bistvu energija, ki je toliko zelo spotencirana, toliko močnejša, zato da jo tudi mi tako fizično začutimo, je definitivno prvi klic meditacij, zaradi tega, ker recimo meditacija je itak znana po tem, da ima močne energijske učinke, ampak zdaj o polni luni imamo pa nekje tudi med 30 pa 50% še večjo učinkovanje meditacije, torej na tisto temo, kjer delamo. To pomeni, da takrat se da res ogromno stvari spustiti in ogromno stvari se da zmanifestirati, ne? Tako da definitivno so polne lune zaradi tega nekaj za nas izjemne, in če lahko dobimo nek tak učinek, da vse skupaj spotenciramo, seveda mi to tudi uporabimo, ne? Tako da upam, da sem zdaj čisto na kratko odgovorila, da boste vedeli, zakaj. Kot sem pa že povedala, torej v ponedeljek 10. februarja imamo prav posebno meditacijo v našem ateljeju, in sicer bomo delali na karmičnih nagradah. Ogromno ljudi trenutno pleše in v odnosih in drugače v nekih karmičnih juhah, dogajajo se in prebujajo se stvari iz prejšnjih življenj, med sorodnimi dušami in tako dalje. Res ogromno je pač te aktivnosti, in jaz sem pomislila, kaj če bi pa mi v bistvu naredili neko meditacijo, da bi, če se vam kaj težjega dogaja, samo zagrabili to energijo pa dovedli moč snežne polne lune, kajti tako se imenuje, je res, tako tudi starodavna ljudstva so imela zelo rada. Kaj če bi vzeli njeno moč in v bistvu na pozitivno obrnili, ker ti lahko svojo karmo vedno pač nekako obračaš za svojo svobodno voljo, ne? In vsi tisti ljudje, ki čutijo to naredili in ki bi radi v bistvu vse skupaj obrnili na bolj pozitivno smer, ste definitivno v ponedeljek dobrodošli. Drug teden delamo tudi na odnosih. Okay, z Mihalom imamo poseben dogodek, Valentinov dogodek ljubezni, to bo 13. februarja, povedala bova, čez kaj vse sva midva šla, zato da sva se zgradila v nek park,
kjer sva zadovoljna en z drugim in sva v zavezništvu, predvsem en z drugim. Povedala vam bova korake obilja, kako sva midva razreševala svoj odnos, kako nama je to uspela. Imate pa seveda tudi druge luštne dogodke, v sredo večer obredov zaščitne energije, kot tole se mi zdi, pa da se zdaj trenutno toliko zlorab z mano, kjer boste dobili tudi za darilo tako posebno piramido. Sem jo objavila na Facebooku, na mojem profilu, lahko si jo pogledate. Najavljam pa tudi zaradi tega, ker smo jo glihkar ravno dodali, tako posebno meditacijo, katero grem zdaj snemati v studio, ker to bo darilo te meditacije. 29. februarja bo prestopno leto in to je en tak poseben portal, kjer so posebne energije ravno zaradi tega, ker prihaja kar do sprememb frekvenc na Zemlji, in ker se to zgodi enkrat na 4 leta, takrat zelo posebne pa mistične energije potujejo in mi bomo imeli seveda tudi mistično meditacijo 29. februarja v našem ateljeju in za darilo, kar pač se ne zgodi velikrat, boste dobili meditacijsko zgoščenko, kjer boste imeli posneto tako bolj čarodejsko meditacijo za aktivacijo vaših manifestacijskih moči. Seveda so tukaj tudi meditacije, manifestacije od Mihaela, pa meditacije sorodnih duš in tako naprej. Meditacije so nekaj, kar so resnično zelo pomembne v tem obdobju za vse nas in seveda največja meditacija bo pa ob našem 10. rojstnem dnevu 20. marca, dogodek se že polni, kjer bomo v bistvu v portalu in neko nočjo in prazniku na dan Gabriel in praznovanju našega rojstnega dne naredili za vas nepozaben dogodek v hotelu Intercontinental, ki vas bo naravnost očaral. Vse to in še več si preverite na www.potovanjeduse.si in seveda prelep teden vam želim. Adijo!